Gorenjska obzorja. Na stežaj. Danes v studiu gostimo mlado, navdihujočo dekle, ki svojo energijo, iskrenostjo in tudi predanostjo prepriča še tako strogo žirijo in prepričala je tudi strokovno žirijo in širšo javnost in dobila naziv Miss Slovenije. Ellen Kos, živijo! Ja, pozdravljeni. Ker smo obe domačinki, se bova tikali, smo se dogovorili. Ja, Ellen, iskrene čestitke seveda na začetku najnega pogovora. Najlepša hvala. Pričakovano. Bom rekla, da je bila neka tiha želja, pričakovala pa res nisem. No? Poljanska dolina je zapisana v tvoje srce, srce tvojega otroštva, sicer pa v tem trenutku študentka ekonomije, verjameš tudi ne samo v moč lepote, prijaznosti, ampak tudi v moč znanja, srčnosti in osebne rasti in dokazuješ prav s tem, kdo si, da je Miss Slovenije veliko več kot le obraz, da je tudi glas mladih, boš ambasadorka pozitivnih sprememb in boš tudi zgled prihodnjim generacijam. To je ena taka težka naloga. Ja, je ker neka taka velika odgovornost, ampak sem res vesela, da sem v bistvu del celotnega projekta, ker tudi sam projekt v bistvu že vrsto let dela na tem, da res ni samo neko klasično lepotno tekmovanje, ampak je veliko več. No? Res da na tisto, da v bistvu prava lepota izhaja iz notranjosti, ko ti pokažeš znanje, ki ga imaš, tvoje vrednote. Tako da v bistvu sem se zaradi tega tudi od samega začetka prijavila. Pravijo, da si vedno zapomnimo, kako se ob nekom počutimo in da je to tisti prvi vtis in midve se danes počutiva krasno. Ja, odlično. Že uvrstitev v finale je bil uspeh, če začneva najprej pri tej tvoji zgodbi. Kar 170 deklet se je prijavilo na izbor in potem, ko je to finale bilo obelodanjeno, je bilo verjetno že občutkov veliko, mešanih, vznemirjenja. Ja, tam tiste zadnje 3 dni pred finalom je res tudi tam v zaodrju, se dogaja se vse na polno, res čutiš nekako, se približuje vse koncu in res poln si nekih emocij, ogromno nekih stvari se dogaja, ne veš, kaj pričakovati, kako se bo končalo. Pa vseeno celoten proces v bistvu traja 1 leto, tudi punce se v tem 1 letu zelo zbližamo in je res en tak lep dogodek. No. Ko so razglasili tvoje ime za Miss Slovenije, kaj se takrat dogaja v glavi? Vedno si želimo razumeti. Ne vem, pred kratkim smo govorili z Niko Prevc, je tudi težko opisala, kaj se dogaja v glavi, ko skoči v plenici. Pa me zanima še, kaj se dogaja na odru. Kako si ti to čutila, zdaj, ko lahko mogoče za nazaj že podoživljaš? Ja, v tistem trenutku, ko slišiš svoje ime, si kar tako v nekem takem šoku, kar tako malo obstojiš za moment, ker se ti zdi vse tako nekako neresnično, da se to dejansko zdaj dogaja. Pa v bistvu se sprehodiš po odru, moraš si tako, te poslikajo tam, tako da v bistvu to moraš nekako narediti. Pa nekako pridejo za tabo, no, tisti občutki sreče, veselja, ampak jaz se spomnim, jaz sem se še kar tresla nekaj časa tam na odru, še nisem čisto razumela, kaj se dogaja, pa tudi pol sem še rabila tako kar prespati, par dni, da pride to za tabo, kaj se je dejansko zgodilo. A si imela kakšno tako skrb, recimo, ne vem, a bo ostala krona na glavi, a imam dovolj las? Ja, tudi to, da bo ostala krona gor. Tudi punce smo dobile 3 dni prej petke, ki smo jih pa nosile na finalu, tako da je bila malo ta skrb, če se mi bo mogoče sezula, ker so bile malo prevelike. Pa tako, da ne boš padel na odru, no, to so tiste pol neke klasične skrbi, ki jih imaš, ampak se je, hvala Bogu, vse super iztekalo. Tako da, ja. V ozadju teh luči, potem, ko je bilo 1001 vprašanje potrebno odgovoriti, pa se postaviti na 1001 pozo, lahko rečeva, v ozadju so pa vedno tvoja prva podpora starši in tvoji sestri, Tara in Boni. Ja. Kako so pa oni to sprejeli? Ja, oni so bili v bistvu tudi tam na finalni prireditvi, no, moja mlajša sestrca je bila, pa moja starša, pa še babi pa dedi sta me prišla gledati. Tako da v bistvu so bili vsi kar v šoku, no, mislim, da mogoče moja mami še celo bolj kot jaz. Ampak so bili vsi ful veseli zame, navijajo na polno, še zdaj. Moja mami so na tekočem kupu vsak časopis, v katerem se pojavim, tako da podporo imam res ogromno, no, in sem res neizmerno hvaležna za njo. Praviš, da je v bistvu to tekmovanje potekalo oziroma trajalo priprave na vse to celo leto. Imaš občutek, da te je že
ta pripravljalni del oblikoval mogoče v osebo, kakršna si danes? Si dodatno zrasla v tem letu? Ja, definitivno. Od projekta res veliko lahko odneseš, no, imaš ogromno nekih priložnosti, možnosti. Dekleta obiščemo ogromno nekih izobraževanj, se tudi udeležimo, obiščemo veliko nekih podjetij, tudi v bistvu ljudi, ki stojijo za temi podjetji in se res od njih ogromno lahko odneseš, če si pač tega želiš. Vem, da je to težko vprašanje, ker je že v slovenskem narodu, da se ne znamo pohvaliti. Ampak kaj meniš, da je bilo tisto odločilno, kar je prepričalo potem na koncu, po celem tem letu in potem vsem finalnem izboru žirijo za ta naziv? Ja, žirija nas v bistvu spremlja skozi celo leto in jaz sem že od začetka res dala vse od sebe, sem se res trudila, bila sem tudi delovna, ampak mislim, da tisto, kar je pa najbolj prepričalo, no, je bila pa tista neka iskrena srčnost, da sem res vedno delovala iskreno, pozitivno naravnano, tudi vedno sem pomagala, ker sem lahko. Res sem dala vse od sebe, no, in ja, nekako delovala s srcem vsem, kar sem delala. Takšna pač si. Ja. No, tudi nam v studio si prinesla energijo, sonce, tako da hvala tudi za to. Zdaj pa mogoče, če pred prvo pesmijo greva še na to tvoje potovanje naprej. In sicer, kako se boš zdaj pripravljala na izbor za Miss sveta? Prihodnje leto si ti na vrsti, letos v Vietnama, ne? Potuje še lanskoletna zmagovalka? Ja, tako je. Mene to torej čaka v bistvu čez 1 leto, tako da bom imela še kar nekaj časa, da se lepo pripravim. Ampak zdaj v kratkem me pa v bistvu čaka torej še kar nekaj intervjujev. Potem pa bom v bistvu sodelovala na raznih projektih, tudi potem, ko se nova dekleta prijavijo, grem v bistvu z njimi čez ta proces. Tako da ja, bom še gradila na tej neki dodatni osebni rasti, da bom še razširila svoje znanje. Tako da ja, bomo videli, koliko novih stvari se bo še odprli in vse priložnosti, ki me čakajo. Zagotovo pa preden kam odpotuješ, prideš še k nam v studio. Ja, seveda. Ja, to je bilo zdaj posneto. Drugače pa prva skladba pred nama, ena pesem po tvojem izboru, to je Vlado Kreslin, ti je posebej pri srcu. Ja, sem bila tudi že na 2 njegovih koncertih, tako da ga res rada poslušam, imam rada vse njegove pesmi. Pa prisluhnimo prvi po izboru Miss Slovenije. Sorina, radijska klepetalnica. Na stežaj. Radijska klepetalnica. Na Radiu Sora. Še vedno z nami Miss Slovenije, aktualna Miss Slovenije, Elin Kos. Elin, že na začetku najinega pogovora sva poudarjali tvojo srčnost in tudi odgovornost. Kako boš to konkretno uresničevala kot Miss Slovenije? V bistvu je pred tabo ena težka naloga v poplavi družbenih omrežij, v poplavi tega, da so v bistvu prav dekleta, mlada dekleta izpostavljena nekim idealom, ki so velikokrat popačeni. Imaš kar težko nalogo pred sabo, a ne? Ja, je težka naloga. Da res da tisto neko odgovornost, no, ki imaš na sebi, da dati ta krona v bistvu tudi nek glas in pa sam naziv in res hočeš nekako uporabiti ta glas v dobro ljudi, no, in pa da boš tem nekaj dobrega naredil. Jaz, kar bom najbolj se potrudila, je v bistvu to, da tudi sam projekt v bistvu deluje pod sloganom Podpiramo Slovensko in povezujemo Slovenijo, čemur v bistvu jaz tudi dajem velik pomen, ker se mi zdi res pomembno, da podpiramo torej slovenske znamke, slovenska podjetja, ker imamo v bistvu izjemne podjetnike, tudi ljudi, ki v Sloveniji delujejo, in se mi zdi pomembno, no, da podpiramo domači trg. Bom pa veliko dala tudi na to, da v bistvu ja širim neke te besede o tej iskreni srčnosti, da pomagamo ljudem, če jim lahko, da tudi mlada dekleta, ki si mogoče tega želijo, pa potem jih nekako ta družba mogoče kritizira, da so neki postavljeni ideali. In ta projekt je res super ravno zaradi tega, ker v bistvu da stran te neke postavljene ideale, kako moraš ti na zunanje izgledati, ampak te res predstaviti kot človeka, no? Kot subjekt, nisi zdaj ti ženska postavljena kot nek objekt, kar se mi zdi res pomembno, no, danes. Da se res osredotočamo na tisto iskreno notranjost človekovo. Nimajo pa dekleta lahke naloge, a ne? Biti v bistvu samosvoje, ostati samosvoje v tem času, ko se postavljajo neki ideali, kot si sama rekla, ne? Uniformirani. In srečujemo punce, ki so vse zelo podobne ena drugi in potem iščemo med njimi eno cvetko, ki je v bistvu, ki žari po svoje, tako kot si v bistvu zažarela ti kot Miss Slovenije.
Naj bodo, a ne? Ja, Verjetno, je naj težko, vztrajajo. res je težko, ampak res moraš ustrajati, biti to, kar si, ker mislim, da res stisno daš tisto svojo energijo ven. Res ne smeš se obremenjevati z drugimi stvarmi, sicer je res težko, mislim, lahko je pa to enkrat reči, da ne vsi vemo. Ampak se mi zdi to res pomembno, no? Da se tega naučiš, da se prepustiš biti to, kar si, da imaš rad življenje, imaš rad sebe in takrat res pa zasiješ v tisti neki svoji luči. No? Za trenutek se morava vrniti na tisti večer, ko si bila razglašena in povedati, da nosiš prav posebno krono in da ima ta krona veliko simbolnih pomenov. Mogoče, če jo malo predstaviš. Ja, z veseljem. Letošnja krona je v bistvu meni res zelo pri srcu, se kratko nekako poistovetim z njo, ker v bistvu ima 3 simbole in sicer najprej ima Triglav, ki v bistvu predstavlja pogum, pa vztrajnost, pa tudi drznost. Potem imamo Satje, ki v bistvu predstavlja torej sodelovanje, povezovanje, da ti je mar za boljšo in bolj vključujočo družbo. Potem imamo pa še Lipov list, ki pa v bistvu predstavlja tisto domačnost, da smo ponosni na svoje korenine in da bom tudi jaz ponosno predstavljala Slovenijo, tako doma kot v tujini. Velikokrat so v teh dneh se pojavilo vprašanje, a pa je prav iz Poljan, a pa iz Poljanske doline, zdaj, ko se vrača Vane na domačo stran. Ja, prav iz Poljanske doline, a ne domačini bi rekli z Dobenske Amerike. Ja, z Dobenske Amerike. Tako je. V bistvu z Amerike skoraj potem naprej v Ameriko, ne? Tako je. A te kaj pozdravljajo zdaj v Dobenski Ameriki? O, mis! Ne, to se mi še ni zgodilo. Ampak ja, no. Sem iz Poljanočkov Joloka, da razčistimo. Da ne bodo kakšne druge Poljane. Ja, ne? tako je. Sicer pa imava midve še eno prijetno dolžnost pred nama. Najlepše pesmi, preden greva na tretji del pogovora. Hazard, to je v bistvu skupina, ki spada med zimzelene, pa jo bova danes obudili. Tudi sama prisluhneš, če ti je všeč? Ja, všeč mi je melodija, všeč so mi besedila, tako da zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Naj bodo najlepše pesmi zapisane tudi v etru Radia Sora. Naslednja torej po izboru Elin Kos, Miss Sorina Slovenije. radijska Hazard in klepetalnica. najlepše Na stežaj. pesmi. Še vedno klepetamo z svežo energijo in sončno toplino, ki jo je prinesla nova Miss Slovenije. Elin Kos v naš radijski studio, ni pa samo Miss, bo tudi ekonomistka. In sicer drugi letnik, ne, ekonomije. Ja, tako je, na Drugi smeri letnik. denar in finance. Tako. Mogoče boš to tudi kako povezovala z vlogo Miss Slovenije? Ja, bom definitivno, ker mi v bistvu tudi sam projekt res prinese veliko nekih priložnosti tudi v tej smeri. Tudi dekleta smo se v bistvu celo leto tudi izobraževala veliko na podjetniškem področju, kar pa v bistvu meni tudi pride zelo pravno. Je nekako usporedno z mojim študijem, kar mi je super. A kaj trpi zdaj že tvoj študij? Mogoče malo zdele, tale zadnji mesec, ampak bom nadoknadila za nazaj. Ne bom preveč sekirala, bomo to nadoknadili. Ne dvomim. Te pa finance zelo zanimajo, praviš? Ne? Ja, tako je. Zakaj? Pa ne vem, nekako me zanima, kako v bistvu ekonomija vpliva na celotno gospodarstvo, tudi na svet, v bistvu kako potem vpliva tudi na ljudi, na njihovo obnašanje. Nekako cel ta, vse skupino, celo delovanje vsega. Tako da v bistvu me zato zelo zanimajo in pritegnajo. Kako pa sicer, ne? Včasih smo zelo stereotipno dajali v en koš lepoto, potem pa v drugi koš pa znanje pa izobrazbo, ampak to potuje z roko v roki. Ja, in tako izobrazba je v bistvu temelj tudi na tvoji poti. Ja, tako je. Jaz v bistvu gledam tudi res na znanje, isto kot na neko lepoto. Se mi zdi, da več znanja kot imaš, nekako več lahko pripomoreš k družbi, bolj lahko razumeš delovanje celega sveta in v bistvu tudi s tem nekako pomagaš drugim, recimo mogoče tistim, ki pač tega znanja nekako nimajo ali pa ne morejo do njega priti. In če ti, kot neka oseba, ki pa imaš možnost priti do tega znanja, ki ga imaš, pač zakaj ne bi tega izkoristil za nekaj dobrega in v bistvu pomagal drugim. Tako da gledam na to tako. Sicer pa mislim, da je finančna razgledanost znanje, ki ga imamo vse premalo v današnjem svetu. Se strinjam, predvsem recimo mladi. Se mi zdi, da primanjkuje neke te finančne pismenosti, v bistvu kako ravnati z denarjem, ampak se je čisto normalno, ker se v osnovnih šolah ni teh predmetov.
tudi po večini gimnazijah, recimo srednjih šolah, tudi ni tega, mogoče na ekonomskih srednjih šolah imajo to. Drugače pa je to, pa tudi se mi zdi, da to je neka stvar, ki bi se jo mogla začeti učiti že prej, ker se z denarjem se srečamo že veliko prej, ker imamo službo in se mi bi zdelo pravno, da se v bistvu učimo z ravnanjem z denarjem delati že veliko prej. V vrtcu. Ja. V vrtcu. Tudi za sladoled je treba prišparati. Ja, res je. Kakšni so tvoji načrti potem za študij naprej? Zdaj smo rekli, si v drugem letniku, v tem letu bo zagotovo študij nekoliko trpel, ko boš predstavljala svoj novi naslov, Miss Slovenije in Miss Simpatičnosti, to imaš v bistvu 2 naslova. Kakšne so tvoje želje naprej na tvoji izobrazbeni poti? Ja, trenutno v bistvu tudi v okviru faksa delujem še v enem društvu Management Group, kjer tudi v bistvu zelo aktivno sodelujem. Potem obiskujem tudi delavnice investiranja, da v bistvu nekako preizkušam to teorijo tudi v praksi. Za naprej pa imam trenutno namen zaključiti najprej dodiplomski študij, potem imam naprej isto namen iti absolutno na magisterij, potem glede poklica bomo pa videli, kam me bo pot odpeljala. Aha, svet, a ne? Ja, iz Dobenske svet. Amerike v svet. Ja. Vsak nekje začne. Ja, tako. Ja, in v bistvu zdaj generacije mlajših ne vidite omejitev v nacionalnih mejah, niti ne v evropskih mejah, ampak je vseeno en tak širši pogled. Imaš občutek, a ne? Ja, je Ves tako. svet je naš. Ja, svet je naš, vas je prav, da je, sploh kaj si mlad, se mi zdi. Sej, mislim, svet je tako velik, tako imamo nekih različnih kultur, ljudi. Se mi zdi lepo, no, da prepotujemo tudi različne kraje in v bistvu spoznamo tudi druge ljudi, da s tem dobimo neko, si v bistvu širimo znanje. No. Da vidimo, da je tudi doma strašno lepo. Ja, in tudi to, kdaj da se potem z veseljem nazaj vrneš domov. domov. Tudi sicer rada potuješ, a ne? Ja. Si sama zdaj naprej svoje vprašanje sestavila. Rada spoznavaš nove kulture. Ja, to je neka stvar, ki jo imam v bistvu zelo rada. Že od majhnega sem to čutila, neko povezanost, da grem rada v svet, rada spoznam druge ljudi, kako oni živijo, kakšen je njihov način življenja, različne kulture, drugačni načini razmišljanja. Sem res odprta za vse to no, in v bistvu za vse različne ljudi, ki obstajajo. Kje so te najbolj presenetili mogoče? Kaj pa vem, dobro vprašanje. Kaj pa vem, mogoče v Franciji, ko sem bila v eni poletni šoli, sem spoznala ogromno nekih različnih ljudi, tudi iz Kitajske, recimo, tudi iz Amerike, iz Venezuele. Sem že bila tako med različnimi ljudmi. No. Kulturami in vsak je nekaj dodal. Ja, in vsak nekaj doda. Očitno si se tam teh francoskih načinov prehranjevanja tudi naučila potem, a ne? Ko si vzamejo čas Ja. in uživajo v tem. Ja, tako je. To tudi rada, a ne? Ja, to tudi rada. Radi pa imamo vsi našo srečo, sploh če je na vrvici ali pa če ni, ker to je tudi naša naslednja glasbena želja, bomo rekli. Elin Kos, sreča na vrvici, kaj je zate sreča? Zame je sreča, da imaš rad življenje, da imaš rad sebe, da imaš tudi nekaj ljudi okrog tebe, ki imajo radi tebe, da se počutiš tako res vse srečnega, no? Da veš, kaj delaš, da veš, k čemu nekako stremiš, kaj te izpopolnjuje, da imaš neko strast do tega, kar delaš. Ja, da imaš tisto neko ljubezen do sebe in do drugih. Ja, to je zame sreča. Biti srečen sam s seboj, Ja. notranje miren in Tako. biti ljubljen. Ja, tako. To je sreča. Naj bo to tudi vaša sreča, drage poslušalke in poslušalci. Sreča na vrvici po izboru Elin Kos. Na stežaj Radijska klepetalnica. na Radiu Sora. V oddaji Na stežaj še vedno z nami aktualna Miss Slovenije Elin Kos, kot smo danes že večkrat omenili. Le zakaj je z nami? Tudi zato, ker je Gorenjka, ker je domačinka, ker je Poljanka. Kako ti je mogoče odraščanje v Poljanski dolini oblikovalo? Kaj ti je dalo? Zdaj smo se prej pogovarjali, si bolj malo še doma, zaradi vseh tako je. obveznosti. Ja, in pa študija. Tako, ampak tisti občutek mogoče povezanosti, družine, življenja v naravi, kaj je tisto, kar te je oblikovalo odraščanje v Poljanski dolini? Ja, mislim, da je res glavna stvar to odraščanje v naravi. Se mi zdi, da šele pol nekako, tudi recimo jaz šele potem, ko sem prišla v Ljubljano, pa sem se večino časa tukaj, nekako spoznaš, da
koliko veliko ti je dano tisto odraščanje v naravi, ker jaz se tako z veseljem vrnem nazaj domov. Sem presrečna, ker lahko pridem nazaj v naravo, ker je zelenje okrog mene. Tako da predvsem to, no. Pa tudi res ta neka povezanost, da imaš tisto neko skupino ljudi, ki te podpirajo, ki stojijo za tabo, ki bojo vedno tukaj za tebe. Tako da predvsem to, no. Ne glede na naslove. Ja, ne glede na naslove. Tako da mislim, da je to tista glavna, najbolj pomembna stvar. In pa ja, da imamo tisto, da je Slovenija res čudovita država, no. Tako da to. Tako kot si rekla, večkrat moramo čez naše meje, da znamo ceniti, kar imamo doma. Sicer pa, prejle smo omenjali srečo, ena izmed tvojih srečic je zagotovo tudi ples. Ja, tako je. 9 let si obiskovala konzervatorij za glasbo in balet. Ja, že kot mehna punčka sem si vedno rada oblekla v tiste kikalce mehne, pa si dala kakšno tiaro na glavo. Tako da sem me pol pri 5 letih v bistvu pisala na balet. Potem sem ga pa najprej obiskovala v Železnikih, nekaj tudi v Škofji Loki. Pol sem pa par let kasneje šla delati spremne preizkuse na konzervatorij za glasbo in balet v Ljubljano. Pa sem bila tam sprejeta, tako da sem potem zaključila tam nižjo baletno šolo. Potem sem vmes trenirala tudi malo flamenko, sodobni ples. Smo šle s puncami tudi na svetovni izbor v eni plesni točki. Tako da ja, no, je bil res ples velik del mojega življenja. In bi rekla, da je še danes, no, čeprav ne treniram več. Ne samo sreča, lahko rečeva v bistvu, da te je naučil discipline, vztrajnosti, predanosti, nekih vrednot, v bistvu, ki jih danes prenašaš na vse. Ja, tako je. V bistvu res vidiš, da gradiš to čez v bistvu vsa leta, no, že do otroštva naprej. Res tu ta neka disciplina. Že v osnovni šoli sem potem mogla kombinirati treninge z osnovno šolo, potem tudi v gimnaziji. Tako da res sem veliko odnesla tega, no, in sem vesela, da sem v bistvu že kot mehna punčka začela trenirati. Skratka, ti si multitalent. Nikoli ne delaš samo ene stvari, ampak zmeraj moraš imeti še kaj zraven. Ja, vedno je treba imeti še nekaj zraven. No, in ko smo ravno pri vseh teh tvojih različnih vlogah, kako pa mogoče ohranjaš to ravnovesje med Elin Kos doma, Elin Kos v študiju, Elin Kos zdaj Miss Slovenije? Ja, bom rekla, da je kar zahtevna naloga, ker se v bistvu tudi v različnih vlogah se pričakujejo od tebe, no, tudi različne stvari. Ampak res vse, kar počnem iz neke moje lastne volje, iz lastne želje, da bi pripomogla pač k neki boljši družbi. In res delam vse s srcem, z neko strastjo in mislim, da potem je to tisti odgovor, ker pač potem tudi ta energija pride sama od sebe. Vem, zakaj sem tam in to je to. Zdaj boš 1 leto ponosno nosila lento Miss Slovenije in potem odhajaš na tekmovanje za Miss sveta. Ja, tako je. Malo smo se že dotaknili tvojih želja po izobrazbi naprej. Kaj pa sicer v življenju? Imaš že občutek, kje bi se videla, ali je zdaj toliko poti odprtih, da v bistvu nočeš iskati še začrtanih poti? Ja, lahko bi tako rekel, ker se mi bo res odprlo ogromno nekih priložnosti, tudi to leto, pa potem tudi še naprej seveda. Tako da si nerada v bistvu že ustvarjam neko prav točno določeno pot, po kateri hočem iti, ker rada nekako sledim tistim, tako kot se jaz recimo počutam, pa tisto, kar verjamem, in da potem v bistvu si nekako to pot izberem in se mi zdi, da bom pa tudi na tisti poti najbolj delovala. Tako da nimam še točno začrtane poti, ampak ja, bomo videli, kam me bo to pripeljalo. Kam življenje ponese? Ja, kam bo življenje ponesel. Elin, hvala za tvoj čas. Čestitke seveda še enkrat za oba naziva, za srčnost, ki jo prenašaš skupaj s svojim novim naslovom. Verjamem, da se boš še naprej rada vračala v svoje domače kraje in mi te bomo z veseljem gostili, še preden kam daleč odletiš. In ti želimo vse srečno na tvoji poti, tvojih različnih poteh, izobraževalni, potem tej posebni poslanici, ki jo zdaj nosiš, in Gorenjki po srcu, ki boš vedno ostala, verjetno. Ja, najlepša hvala, da ste me tudi vi imeli, pa da se čim prej vidimo spet. Čim prej, s kakšno novico več. Ja, Elin Kos, hvala lepa in za konec še tvoja zadnja po tvojem izboru. To pa nekaj
poletnih ritmov. Ja, tako je. Prinesli. Tako kot si ti prinesla sonce v naš radijski studio, ga zdaj deliva skupaj s tvojo še eno izbrano pesmijo, Saša Lendero in Mandoline naj zvenijo dolgo. Elin Kos, hvala in srečno. Najlepša hvala, srečno tudi vam.